Presoja kompetenc je zahtevna naloga. Tudi izkušeni vodje delamo napake in najpogosteje niso namerne. Poglejmo 3, ki se pogosto zgodijo. Tina je odlična sodelavka, vsi jo imamo radi. Na vseh kompetencah izberem najvišje vrednosti. To je halo učinek. Vodja poda podobne vrednosti pri vseh kompetencah, ker zaposlenega presoja na podlagi splošnega vtisa oziroma ene lastnosti, namesto da bi ločeno presodil vsako vedenje posebej. Miha, Tina je res prijazna, ampak kako pa je s strokovnostjo in proaktivnostjo? Ali resnično aktivno nadgrajuje znanje? Je res proaktivna pri iskanju izboljšav? Imaš prav. Moram malo razmisliti glede strokovnosti in proaktivnosti. Všeč mi je kot oseba, zato sem bil pri vseh kompetencah morda preveč velikodušen. Ukolikor to opazimo pri sebi, lahko najprej presodimo vse zaposlene pri isti kompetenci, nato nadaljujemo z naslednjo. Tako lažje primerjamo vedenja. Tukaj dam pogosto, tudi tukaj pogosto in tukaj. In Marku tudi dam pogosto, Jerica tudi pogosto. To je napaka kriterija. Vodja vse zaposlene presoja na podoben način. Prevladujejo povprečne ali previsoke vrednosti. Nihče ni izjemen, nihče ni pod povprečjem. Če dam nizke vrednosti, bo konflikt. Če dam visoke, bodo pričakovali nagrado. Vsem dam povprečne vrednosti, pa bo mir. Miha, razumem tvojo skrb, ampak pomisli, namen presoje ni nagrajevanje ali kaznovanje. Gre za prepoznavanje razvojnih priložnosti. Če vsi dobijo enake rezultate, ne moremo nikomur pomagati pri razvoju. In kar je še huje, moji najboljši sodelavci so bili jezni, ker so dobili enako presojo kompetenc kot tisti, ki se manj trudijo. Vprašajmo se, katere razvojne priložnosti želimo s to presojo prepoznati. Realna presoja je osnova za razvoj. To je napaka prelivanja. Rezultati presoje kompetenc se iz leta v leto ponavljajo, čeprav se je zaposleni morda že razvil ali pa nazadoval. Ta napaka se pogosto zgodi v kolektivih, ki že dalj časa delajo skupaj. Miha, Bojan je lani opravil zahtevno usposabljanje in prevzel koordinacijo novega projekta. Se ti zdi, da je pri zavezanosti strokovnosti res še vedno na istem nivoju? Pravzaprav ne. Vrednosti presoje sem prenesel iz lanskega leta, ker se mi je zdelo, da se ni nič spremenilo. Ampak, če bolje pomislim, se je, precej. Ključne dogodke in opažanja o vedenju zaposlenega si sproti zapisujmo. V IS Muza imamo na voljo beležke, ki nam pomagajo, da se ob presoji lažje spomnimo, kaj smo opazili med letom. Popolnoma objektivna presoja ne obstaja. Lahko pa se zavedamo svoje subjektivnosti in jo nekoliko zmanjšamo. S sprotnim beleženjem, jasnim razlikovanjem med kompetencami in zavedanjem teh 3 napak bo naša presoja bolj pravična in, kar je najpomembneje, bolj koristna za razvoj zaposlenih.